kaj brand je in kaj ni? To vprašanje v bistvu dobim precej pogosto oziroma opažam, da ne vemo pogosto, kaj sploh brand je. Pa gremo najprej pogledati, kaj ni. Torej, brand ni logo, brand ni tvoja celostna grafična podoba, brand ni tvoja spletna stran, tvoje grafike, tvoja ponudba ali karkoli drugega. Seveda, to so delčki, ki spadajo k tvojemu brandu, ampak to ni tvoj brand. Velikokrat namreč se razume, da je brand v bistvu nekako tvoj logo, pa ni čisto tako. Brand je v bistvu en taki skupek oziroma veliko več in seveda zajema tudi celostno grafično podobo, spletno stran, ponudbo, logo in tako naprej, ampak je v resnici tisti občutek, ki ga imajo tvoje idealne stranke v stiku s tabo oziroma o tebi. Oziroma, lahko bi si predstavljali, da je v bistvu brand vse tisto, kar ljudje govorijo za tvojim hrbtom. Tako da, kako zdaj ustvariti dober brand, je seveda pot zelo drugačna, če razumemo to, da se lotimo zelo holistično oziroma celostno in najprej razmišljamo o tem, o svoji viziji, kakšen brand sploh želimo ustvariti. In ko torej vemo, kakšen brand, kakšna je vizija, kakšna je misija našega branda in kako želimo, da nas drugi dojamejo, občutijo, se počutijo ob nas, s čim nas asociirajo in tako naprej, je veliko lažje ustvariti res dober in pa kvaliteten brand. Tako da te danes mogoče malo izzivam oziroma ti dam eno nalogo, izziv, da razmisliš oziroma povprašaš svoje občinstvo, svoje bližnje, kako vidijo tvoj brand, kako se ob tvojem brandu počutijo in začneš mogoče ga optimizirati in raziskovati, mogoče ugotoviš kakšne super podatke, dobiš kakšne res dobre podatke, ki jih lahko potem optimiziraš, da bo tvoj brand res takšen, kot ga želiš ustvariti. Uspešno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.